SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem podcastu SBC Aktualno. Moje ime je Katarina Matejčič, danes pa tema reforma plačnega sistema v javnem sektorju, pa seveda stavke, spremembe, 5 stebrov, 67 razredov, vse, kar se v tem trenutku dogaja. Z mano pa 3 gostje, ki veliko vedo o tem celem sistemu in nasplošno, kako je treba zapeljati nagrajevanje predvsem. Na moji levi Valentina Franca, profesorica na Fakulteti za upravo, profesor na nekaj fakultetih, predvsem pa strokovnjak za evropsko pravo, Matej Avbelj, in pa torakalni zdravnik oziroma kirurg, sem si od prejšnji zapomnila, in pa tudi lastnik zasebne klinike, kar pomeni, da imamo zdaj malo vpogleda iz zasebnega zdravstva, seveda, torej Marko Bitenc. Ampak jaz bom popravil, zasebnega dela javnega zdravstva, ker mi... Zadnji smo rekli, da je državno pa javno. Javno je državno in zasebno, in jaz sem predstavnik zasebnega dela javnega zdravstva, kar pomeni, da k nam lahko pridejo zavarovane osebe z napotnico, ne da bi za to krkali plačali žepa. To smo zadnjič že reševali, ampak se še vedno državno, javno. Ampak se še vedno vleče posod. Vedno se vleče, ja, in seveda ravno zato, ker smo v 9. tednu zdravniške stavke, je današnja tema še toliko bolj aktualna. Ni pa samo zdravniška stavka stvar, o kateri bomo danes govorili, ampak nasplošno javni sektor, v njemu dela 183,000 ljudi v tem trenutku, kar pomeni velik del Slovencev. Vi se ukvarjate predvsem s tem, je javni sektor stvar, ki se je da v tem trenutku, tako kot je zastavljena, sploh urediti v enotnem sistemu. Zdaj sicer govorimo o 5 stebrih, morda celo 67 plačnih razredih, pa vendarle je to stvar, ki se jo da v en paketek z mašnico zapeljati, ali je treba stvar reševati drugače? No, z mašnico to pride na koncu, se treba vendarle nekaj potruditi, da pridemo do mašnice. Za tako državo, kot je Slovenija, zagotovo mogoče to urediti na enoten sistem. To je tudi značilno za druge manjše države, da imajo centraliziran sistem nagrajevanja oziroma plač v javnem sektorju, tudi nekatere večje, tako da iz tega vidika ne vidim posebnosti. Tudi sama nisem zagovornica pretirane drobitve. Torej, da bi izločevali iz sistema in imeli več različnih stebrov izven sistema, torej ne povezanih v celoto. Razlogov za to je več. Kot sem rekla, eno je pač sama številčnost, ki v primerjavi z drugimi evropskimi državami seveda smo v spodnji polovici. Drugo je pa na nekaj, kar pozabljamo, in seveda, da imamo tudi omejeno število strokovnjakov in ljudi, ki se lahko s tem ukvarjajo. Če pogledamo vladno pogajalsko stran, imamo vedno nekaj ljudi, med njimi tudi nekateri usposobljeni strokovnjaki z področja, ki pa seveda imajo tudi omejene kapacitete. In pretirana dobritev tega bi tudi lahko prinesla okrnitev na strokovni ravni. Seveda to pa ne pomeni, da pa ne bi mogoče določenih stvari specifično uredili za posamezne skupine javnih uslužbencev. To pa seveda je mogoče, tudi tujina to pozna, in tudi mislim, da bi to morali unesti v naš sistem. Denimo to primerljivost, ki jo tudi sindikati zelo poudarjajo, na katero nekako se opirajo, torej da iščemo primerljivost v celotnem sistemu. Jaz mislim, da je to nekaj, česar se moramo absolutno posloviti. Tudi v drugih državah se od tega poslavljajo, zlasti v tistih kritičnih poklicih, ki jih primanjkuje iz različnih razlogov, in seveda nimamo potem dovolj ljudi. Tudi pri nas opažamo, jaz mislim, da vsak izmed nas, pa ne samo pri zdravnikih, ampak nasplošno opažajo krnitve javnih storitev, domovi za upokojence, v šolah se to opaža, v zdravstvu sploh, v zaporih, koliko obravnav je odpadlo, ker ni bilo mogoče pripeljati obdolžencev pred sodišče zaradi pomanjkanja. Rekli smo, ne želimo izločati, pa vendarle, zdravniki so kasta, sekta, sindikat, ki je prepričan, da mora imeti svoj poseben steber. In to je zdaj tudi ena glavnih težav. Hkrati drugi sindikati pravijo, očitno nas vlada želi zapreti v neke, Štrukelj je rekel, škatle, da se ne bomo videli med sabo.
obstaja neka primerljivost, ki je sicer različna, pa vendarle, ki se jo da na koncu dati na nek skupni imenovalec način, nikoli ne bo vse super za vse, ampak recimo, da rečemo temu, da je najboljše dobro za največje število vpletenih. Ja, bom se navezal kar na vaše prvo vprašanje. Ne? Vse se da, če se hoče, ampak mi bi se morali vprašati na prvem mestu, kaj je smiselno. Ne? Ker smisel javnega sektorja je dober servis za davkoplačevalke in za davkoplačevalce. Ne? In z inercijo nadaljevati to, kar je takrat minister Virant začel, ko je iz določenih razlogov strpel vse javne uslužbence v eno košaro, ki že davni razpadla. Mislim, da je čas pokazal, da to ni najboljši način. Ker zdaj, ko se ta košara krpa, se vidi, da se ne da zakrpati. Tako da jaz gledam popolnoma iz drugega konca. Ni smiselno za vse javne uslužbence urejati plače skupaj, kolektivno vsemi sindikati, ampak drugače. Če pogledamo, jaz bom zdaj se postavil vlogo državljana ali pa davkoplačevalca. Kaj meni moti v vseh teh plačnih sistemih, s katerimi imamo izkušnjo zdaj zadnjih 20 let? Da vsi vemo, da ni dober za tiste ključne stebre naše družbe ali pa države. To se pravi, če gledamo vlado, če gledamo šolstvo, če gledamo zdravstvo ali pa če gledamo tudi obrambo in policijo. Mi vsi vemo, da živimo v času globalno političnih pretresov, kjer se moramo vsi pripravljati na najhujše. Mi imamo pa na vseh ključnih teh stebrih probleme. Jaz bi začel kar z vlado. Vlada ureja poseben zakon o Vladi Republike Slovenije. Potem gledamo sodnike, sodniško službo ureja zakon o sodniški službi. Zdravniško službo kot steber določa zakon o zdravniški službi, ki je tako kot ostala dva lex specialis. In tudi za šolstvo imamo poseben zakon. Zdaj, če gledam najprej na vlado. Mi vsi vemo, da je državni aparat, rečemo, od predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev, ki so funkcionarji, niso privlačni, da bi iz bazena najsposobnejših strokovnjakov, pa tako majhnem narodu, kot smo mi, konkurirali res najsposobnejši za ta mesta. Hkrati, vemo, da na primer minister, jaz vem, zasluži približno dobrih 5000 evrov bruto. Istočasno, ko rečemo predsednik uprave gospodarske družbe v državni lasti, zasluži 15 000 ali pa 120 000 evrov bruto. To se pravi, če sem jaz kot davkoplačevalec v državno vprašam, kaj bi želel, jaz bi želel, da ima predsednik vlade brez hinavščine 20 000 evrov plače, da imajo vsi ministri 15 000, 16 000 evrov plače, da imajo potem državni sekretarji 12 000 evrov plače in da imajo potem direktorji javnih zavodov na katerem koli področju tudi primerljive plače, kot jih imajo menedžerji v gospodarskih družbah v večinski državni lasti. Zakaj? Ker edino na ta način bomo dobili na te najodgovornejše funkcije, od katerih smo vsi odvisni, tudi naša gospodarska rast, naše plače, socialni transfer, krem de la krem od našega naroda. Trenutno imamo situacijo, ko vemo, da ne glede na koalicijo skoraj z, ko bi rekel, dvigalkami vlečejo kadre na ta mesta, najboljših pa tako ne morejo dobiti. Pa ne samo zaradi plač, ampak za te regulative, ampak tudi zaradi tega, ker vejo, da kaj konc kariere so praktično nezaposljivi v Republiki Sloveniji. In če gledam potem naprimer naprej, zame kot davkoplačevalca ali pa državljana, je nesprejemljivo, da vemo, da imamo okoli 800 sodnikov v Republiki Sloveniji. In vsak sodnik bi moral imeti 15 000 evrov plače. Njihov strošek se v proračunu 16 milijard niti začutil ne bi, niti sapice ne bi začutil tem. Pa bi zraven bi še vključil vse tožilce na vseh nivojih. In če pridem potem do šolstva, učitelji od
vzgojiteljic v vrtcu, pa do osnovne šole, srednje šole, poklicnih šol in profesorjev na vseh visokih šolah, to v bistvu so agarji za naše naslednike, pa imajo mizerne plače, pa imajo specifike, ki so neprimerljive niti z politiko, z vlado, niti z sodniki, niti s tožilci, niti z zdravniki. In na primer to se veže, da staro, pustil duhovnika bom spustil, ker so itak nekaj, ampak zdravnikov je pa tudi, 6 do 7 tisoč v Sloveniji, Po osamosvojitvi nam je družba prek državnega zbora priznala to funkcijo, da smo dobili zakon o zdravniški službi, ki so ga pa številne vlade z raznimi amandmaji izmaličile do nepreglednosti. To se pravi, moj pogled seveda je, da rabimo primerljive stebre, ampak jaz ne bi začenjal od spodaj, ampak bi postavil oporne točke na vrh, te, ki sem vam naštel, in potem od tega naprej navzdol, da bi prišel do tega, da ena srednja medicinska sestra, ki je najpomembnejši skoraj poklic v našem javnem zdravstvu, ki je edina, ki je 24 ur na dan v bolniku, ta razred smo popolnoma uničili. Vse srednje sestre, ker jih je ostalo, vse dobijo subvencijo države, ker so vse pod zajamčeno plačo, velika večina jih je šla pa v Lidl, pa kamorkoli drugje. Ravno obratno. In zdaj jasno, in zato sem namenoma začel od zgoraj navzdol. Zdaj jasno, če ima direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki obrne, smo slišali 800 milijonov evrov na leto, plačo 5200 evrov, ni razpona, da bomo mi bolnicarji in strežnice, ki v bistvu odnašajo kahle, pomivajo bruhanje in vse to ostalo, nagradili primerno. In to, kar vam zdaj govori, odgovor na vse izzive. Jasno, da ni negovalnega kadra za dolgotrajno oskrbo v institucijah ali pa tudi izven institucij. Jasno, da ni srednjih medicinskih sester, ki so jih praktično izničile. Dobro, da imamo diplomirane medicinske sestre s fakultetno visoko izobrazbo, ampak te jasno svojo izobrazbo nimajo kaj delati več v bolniku. Te so v pisarnah, pa gorijo, da bi jih razporejal turnuse po sobote pa nedelje. In zato jaz utemeljujem to moje, da kaj pa res javni sektor, javni sektor ostaja v bistvu javna uprava, če me vprašate, in nič drugega. Pa tudi tukaj bi rabili drugačen plačni sistem, da jih bo veliko, ampak da jih bo mogoče manj ob vsej digitalizaciji, ampak da bodo te dobro plačani. Mi izstopamo po deležu mase za plačo vseh javnih uslužbencev. Jasno, ker jih je ogromno. Nihče se pa ne ukvarja s tem, da jih ne rabimo toliko, ampak da bi jih lahko imeli tudi mogoče manj, da bi morali imeti tudi njihovi nadrejeni v hierarhiji korporativnega upravljanja, menedžerska orodja, spodbude in vse ostalo, da bi se to nagrajevali. To se pravi, da me ne boste narobe razumeli, jaz nisem proti stebrom, ampak ne bi jih gradil od spodaj z 180 tisočimi javnih uslužbencev, ker je to nerešljivo in to je tudi Virantov zakon dokazal. Jaz sem bil takrat predsednik zdravniške zbornice in sem bil eksplicitno proti z vsemi argumenti, še posebej za specifično zdravstveno dejavnost, ki je storitvena dejavnost, kjer se da vse meriti in tudi ni neposredni proračunski porabnik, ampak je posredni preko ZZS, kjer je cena živega dela ali strežnice, sestre ali pa zdravnika cilj zdravstvene storitve. To se pravi, jaz mislim, da ste dala dobro vodno vprašanje. Jaz mislim, da se da to dati v košaro, ampak jaz sem zelo proti in mislim, da ni smiselno, in če bodo spet delati to na ta način, ne bomo sledili interesu naroda, davkoplačevalcev ali pa razvoja Slovenije. To je vprašanje za vas. Vi ste pravnik, pa hkrati profesor na nekaj fakultetah oziroma univerzi, kar pomeni, da recimo nekako pašete od dva stebra, torej univerzitetni profesori, ki se prav tako pogajajo ločeno in imajo nek svoj dogovor, sicer ne velja za vas, ampak vendarle, in hkrati recimo sodniki / tožilci. To sta še dva neka stebra, ki sta znotraj tega javnega sektorja prepričana, da sta nekoliko drugačna. Zdravniki, sodniki in univerzitetni profesori so prepričani, da imajo nekoliko višjo pozicijo od vseh ostalih, čeprav so recimo univerzitetno izobraženi. Kaj torej narediti? Narediti te stebre drugačne, pa vse ostalo ločevati? Vaše mnenje? Vi delate sicer zasebno, pa vendarle, kam jih vrstiti? Jaz delujem na zasebni univerzi, na zasebnih fakultetah. Tam mi nimamo stebrov ali pa teh plačnih sistemov.
Je pa naše izhodišče, in mislim, da je to tudi isto pravo izhodišče, ki ga je omenil dr. Bitenc, da bi se morali vsi v javnem sektorju zavedati, in jaz mislim, da ta mindset absolutno manjka, da javni sektor ni sam sebi namen, da ni namen temu, da vsaka stranka, vsaka nova oblast notri nabaše svoje odslužene ali pa zaslužene kadre, temveč da javni sektor deluje kot servis državljank in državljanov, prebivalcev in prebivalk Republike Slovenije. In te zavesti ni, jaz bi rekel, vse povprek čez ta javni sektor. In mi imamo tudi, kot veste, kažejo to statistični podatki, imamo en paradoks, da pravzaprav število zaposlenih v tem javnem sektorju strumno narašča. V zadnjih letih malo manj. Ampak še vedno so zagoni, bolj kot so politične koalicije šibke, hitreje kot se menja oblast, več je teh zagonov. In se na razna mesta na ministrstvih vztrajno pakirajo ljudje zaradi svojih nekih političnih zaslug, za katere se tudi pričakuje, pravzaprav, da k temu ministrstvu ne bodo ničesar doprinesli. In s tem to je nekaj, kar seveda v zasebnem sektorju ne bi nikdar počeli, ker v zasebnem sektorju se meri, točno vemo, kakšen je strošek nekega zaposlenega in točno vemo, kaj od zaposlenega, ki ga mi vtaknemo v svoje podjetje, pričakujemo, da prenos, da bomo lahko pokrili ta strošek. In točno tudi vemo, kako meriti učinkovitost tega zaposlenega. Zdaj, tega mindseta v javnem sektorju po večini ni. Predvsem ga pa ni, in omenjali ste sodnike in tožilce, ki se zdaj ustavnopravno upravičeno opirajo na odločbo Ustavnega sodišča, ki je zahtevalo primerljivost plač med različnimi vejami oblastmi. Ampak, kot smo slišali indikativno, predsednika Vrhovnega sodišča, ki je tako žugal, da bodo zdaj pa končno sodniki pokazali vladi in državnemu zboru, da so oni tudi oblast. Da so oni tudi oblast. In taki avtoritarni pristopi so popolnoma nezdružljivi s to idejo, da so sodniki tam zato, da za nas, državljanke in državljane, prebivalce in prebivalke Republike Slovenije, zagotavljajo učinkovito storitev mirnega reševanja sporov. In te zavesti preprosto ni. In če pogledamo mi, dr. Bitenc je spet omenil, da imamo mi 800 sodnikov v tej Republiki Sloveniji. Če gledamo zdaj statistično primerljivo, mi imamo 2-krat več sodnikov kot na 100.000 prebivalcev kot Avstrija. Mi imamo 2-krat več sodnikov, kot jih ima Češka. Mi imamo 2-krat več sodnikov, kot jih ima Slovaška. Torej, mi jih imamo cirka 40-45 sodnikov na 100.000 prebivalcev, te države jih imajo okrog 20. Irska, ki bi nam lahko bila vzor, imamo Tiger in vse in podobno, ima 4 sodnike na 100.000 prebivalcev. Sodnih zaostankov ne poznajo. Sistem deluje popolnoma drugače in znotraj sodstva in znotraj tožilstva, jaz podpiram to njihovo prizadevanje torej za uresničitev te ustavne odločbe, ampak pa popolnoma pogrešam zavest, da sistem, kakršen zdajle je, nikakor ne more delovati na srednji, kaj šele na dolgi rok. Mi imamo v najboljšem primeru opravka z neko stagnacijo, vsesplošno stagnacijo tega sistema, ki nikakor, ne samo po plačah, ampak tudi po vzdušju v teh sistemih ne privlači, bom zdaj rekel, najboljših pravnikov. In če vi v sodstvu, na tožilstvu nimate najboljših pravnikov, potem avtomatično vemo, da je žogica na neki drugi strani. Kratko vprašanje, zakaj jih imamo to še enkrat več kot nekaj držav, ki so jih našteli? Res je, da se Slovenci ekstremno radi tožimo. To je fama. Jaz sem slišala en podatek o pripadu novih zadev in to so bile milijonske številke, kar pomeni, da vsak Slovenc tako rekoč 2 tožbe na leto vloži, verjetno velik del odpade na podjetja, pa na izvršbe, pa ne vem kaj, ki se potem pač preselijo na sodišče, pa vendarle, zakaj jih imamo toliko? Zelo preprost odgovor. Mi in vse ostale bivše jugoslovanske republike, ki imajo tudi daleč najslabši track record pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, izjemo Rusije in Turčije, smo ohranili masovni birokratski koncept sodstva.
Torej, pri nas sodstvo v preteklem režimu ni bilo zamišljeno kot sistem, v katerem bodo najboljši pravniki in kjer bo vsak sodnik kot avtoriteta neodvisno odločal v svojih postopkih, temveč smo naredili masovni birokratski sistem odvisnih sodnikov, uradnic in uradnikov v resnici, ki so odvisni od svoje sodne hierarhije, kamor politika potem imenuje ali pa izvoli te posameznike, ki jim potem oblikujejo ta sistem. Tako da tukaj smo mi ujetniki jugoslovanskega specifičnega masovnega birokratskega sodstva, ki ga nikakor ne želimo spremeniti, tudi zato, ker znotraj tega sodnega korporativizma oziroma sodne oligarhije, kot jo opisujejo posamezni sodniki, pri vodstveni strukturi ni pripravljenosti za to spremembo, tisti, ki so pa v teh nižjih strukturah, pa točno vedo, da če želijo napredovati po karierni lestvici, se morajo sistemu prilagoditi. In to potem deluje kot uravnilovka, negativna selekcija in to generira sodni sistem, ki je izrazito neučinkovit in ki je tudi izrazito nepredvidljiv. Naše vrhovno sodišče ne opravlja temeljne funkcije, to je enotenje sodne prakse. In tudi posledično, rekli ste, veliko tožb je na sodišča, tudi zato, ker vsakdo vloži tožbo in reče, bom pa probal, mogoče pa bo. In ta nepredvidljivost seveda potem koristi tudi odvetnikom, ki pač poganjajo sistem, tudi v svoj prid z vlaganjem papirjev in tožb na sodišča, ki počasi neučinkovito odločajo o postopkih. In to je slovensko sodstvo že zadnjih 30-40 let in poprej. In ta jugoslovanski masovni birokratski sistem sodstva ima, lahko gre se gledati statistiko, izjemno slab ugled pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Predno gremo naprej, dajmo poslušati izjavo dr. Viranta, ki je neke vrste idejni oče trenutnega sistema, ki velja. Sicer je bil sistem postavljen na nek način že leta 2003, seveda pa ga je bilo treba izpogajati in doreči z vsemi sindikati. Dr. Bitenc je že prej rekel, osnovno zlo izhaja iz tega enotnega plačnega sistema. Potem pa pogledati izjavo dr. Viranta, kaj pravi, kakšen je bil ti sistem leta 2008 in ali je morda imel celo tudi kakšno napako, ker seveda za nazaj vedno lažje soditi kot, vedno rečemo po bitki, je lahko biti general. Tako da izjava. Treba je, da je bil sistem leta 2008 ustvarjen zato, da se prekine več kot 10-letni kaos pri plačah v javnem sektorju in pa zelo prehitra rast, ki je bila hitrejša kot v zasebnem sektorju tam po letu 94-95 pa do uveljavitve novega sistema. Tako da je sistem v bistvu opravil to svojo glavno funkcijo. Sindikati so bili takrat v glavnem zadovoljni s plačnimi razmerji, plačna masa je bila pod kontrolo, seveda pa bi ga bilo potrebno po nekaj letih nekoliko popraviti. Leta 2011 je OECD opravil en review in dal kar nekaj priporočil, tako da se je točno vedelo, kaj je treba narediti, nekoliko fleksibilizirati sistem, zlasti pri določanju osnovnih plač, nekaj manj avtomatizma pri napredovanju. Nobena vlada tega ni naredila, teh popravkov ni naredila, ampak se je zgodilo ravno nasprotno. Tam po letu 2014 so začeli sistem razsuvati in so ga do danes praktično popolnoma razsuli. Mislim, v sistemu je množica nelogičnosti, res nelogična razmerja, zelo zmanjšana kompresija, tako da je razmerje med najnižjo in najvišjo osnovno plačo, po mojem, najnižje v Evropi. Zdaj pa če temu dodamo še progresivno dohodnino, pa sploh. Skratka, namesto da bi malo popravili sistem, so ga v zadnjih, recimo, 10 letih uničili. Tako da jaz razmerij sploh več ne prepoznam. Čeprav je zakon isti in vse, ampak razmerja so se popolnoma uničila. To je vprašanje za vas čisto teoretičnega vidika. Ukvarjate se s tem, dr. Virant je povedal, plačna razmerja so se popolnoma porušila, zdaj je približno 1:4, nov predlog je 1:7. Je to edini problem, so te parcialni dogovori, ki smo bili predvsem v zadnjih letih priča, res edina stvar, ali se je morda svet razvil, želje razvile, šli smo naprej in je mogoče treba tudi javni sektor pojmovati na nekoliko drugačen način, kot smo ga mogoče leta 2008?
Ja, absolutno je treba to drugače pojmovati in tudi drugače pristopiti k urejanju. Zagotovo so ti parcialni dogovori porušili določene razmerje, vendar niso samo ti, bi rekla, edini greh sistema. Ne. Eno je zagotovo, tako kot je že dr. Virant rekel, s tem plačnim sistemom se prav zares nihče ni ukvarjal kot sistemom kot takim, ne, torej da bi ga negoval in popravljal te stvari, seveda, ki se v praksi kažejo kot problematične, ampak še nekaj drugega zraven nismo naredili. Ne. Mi nismo razvili dobro teh razmerij med partnerji v javnem sektorju. Mi dejansko, ko govorimo o delodajalcu v javnem sektorju, ne, na koncu pristanemo vedno na ministrstvo. Ne. Zakaj to pripovedujem? Prej ste izpostavili javne univerze. Jaz prihajam iz javne univerze in lansko leto smo visokošolski učitelji prvič stavkali. Ne. To je bila prva stavka v Sloveniji, da je pač bila organizirana na univerzah, in nekaj dni pred stavko smo zaposleni, torej javni uslužbenci, dobili sporočilo od rektorja, da naj se stavke udeležimo. Zdaj pa bi rada jaz videla nek primer iz tujine, pa tudi iz zasebnega sektorja, da delodajalec poziva svoje delavce k stavki. Ne? Ali se to kaže, ne, da je ena taka reč, da v sistem nekaj ne deluje. Ne? Pred kratkim smo slišali predsednico republike, ki poziva drugo vejo oblasti, naj to vendarle uredi. In tretjič imamo predsednika vlade, ki pravi stavko zamrznite, ne, ker je to dobro. Ne? To so zdaj 3 stvari, ki na površju kažejo, da globalno nismo razumeli, ne, torej kot družba, kot javni sektor, kako se ta razmerja postavijo, ne, in na podlagi tega lahko plače gradimo, vendar kar skozi poudarja ne samo plače. Če primerjamo s tujino, to, kar radi vedno pogledamo k sosedom, je, in tudi pač dalj, prej ste omenili Irsko, Irska je ravno sprejela letos nov plačni dogovor v javnem sektorju. Ne? In ni to, da ni mogoče, seveda je, ampak kaj moramo razumeti? Da javni sektor niso samo plače, pa so še delovni pogoji. Ne? Torej, druge države, Nemčija, Avstrija vabi zaposlitev v javnem sektorju ne samo s plačo, ampak z drugimi delovnimi pogoji, z nekimi ugodnostmi v sistemu socialne varnosti, z nekim izobraževanjem, z urejenimi stvarmi. Prej smo omenili zdravstveno osebje, ko ste rekli, da odhaja v trgovine, pa ne samo v trgovine, tudi v druge, recimo zdravstvene ustanove. Ravno delamo eno raziskavo z Evropsko komisijo in smo vprašali, pa zakaj gre v drugo zdravstveno enoto, ne, če je plača bo primerljiva, ne, če je strežnica pač ne more imeti bistveno višje plače, ne, čez cesto v zdravstvenem domu, če je bila prej v domu upokojencev. Seveda odgovor so pa delovni pogoji in vsi ti odnosi, ki so tukaj nastali. Ne. In absolutno je potrebno na to pogledati celovito in pristopiti k temu celovito. Mi smo začeli se pogajati o plačah, pa smo se nekje izgubili. Po smo odprli zakon o javnih uslužbencih, pa smo se nekje izgubili. Že 15 let imamo odprto celotno zakonodajo o reprezentativnosti sindikatov, ki je zelo velik problem v javnem sektorju, ker dejansko vpliva na učinkovitost, in smo se tudi nekje izgubili. In bolj pričakujemo, da bomo se strinjali o novih plačnih razmerjih, pa saj se ne moremo. Očitno se vedno nekje izgubimo. Vprašanje za vas, predvsem zdravniki v tem trenutku pravijo, mi v 9. tednu ne stavkamo samo zaradi plač, stavkamo tudi zaradi načina dela, pogojev, v končni fazi zaradi pacientov. Se strinjate vi, ki pogledate iz druge strani, pa poznate tudi ta javni, kakorkoli mu rečemo, ne, državni del javnega zdravstva. Se strinjate, da v tem trenutku stavkajo tudi za vse to? Ali gre za plače? Jaz poznam 30 let nazaj zgodovinski spomin borbe zdravniškega stanu za ustrezno mesto v službi. Takrat, ko je bila prva dolga stavka, sem bil predsednik zdravniške zbornice in smo se kot zbornica pogajali s sindikatom Fidesa na strani delodajalcev, kar je logično. Zdaj zdravniška zbornica ni niti povabljena, čeprav bi morala biti, ker zdravniška zbornica zastopa vse nas, zasebne zdravnike, ki imamo tu zaposlene zdravnike in druge kadre. Tako da vem, in to si upam trditi na ves glas, da se dejansko bori zdravniški sindikat za normalne delovne razmere zdravnikov. Danes sem prebral, rečemo na Necenzurirano, en prispevek, kjer v bistvu praktično vsi vodilni funkcionarji Fidesa, ki so javni uslužbenci, delajo najmanj isto, kot so pred stavko. In če pomeni za javnost, ker se sliši stavka, da delaš sam 40 plus 8 ur na teden, potem je lahko vsakmu to jasno, da ni to stavka, kjer nihče ne bi nič delal. Ker s tem hočejo demonstrirati, da so razmere tako zaostrene, da če vsi
razpoložljivi zdravniki, javni uslužbenci delajo samo 48 ur na teden, kar je v bistvu tudi evropska kategorija iz evropske direktive o delovnem času, za katero so naši odločevalci v vseh koalicijah vedeli, kaj pomeni to 48 javnega uslužbenca, ne. Potem je ta stavka v bistvu klic na pomoč, a ne, javnosti, davkoplačevalcev, a ne, glede na slabe izkušnje, da se dokončno to nikoli ne uredi, da bodo to peljali na koncu. Jaz mislim, da niso plače, vsaj kakor jaz poznam kolegov, niso plače nikoli na prvem mestu, ne. Zdaj, če grem nazaj, ne, po stebrih, a ne, zdaj, zdravniki upravljajo zdravniško službo, ki je čisto storitvena dejavnost, a ne. In če gledamo jedrne države Evropske unije, ne, tudi v državnih ali pa javnih bolnicah ali pa zasebnih bolnicah javnega sektorja, ne, javni uslužbenec ni edini delovnopravni položaj zdravnika, ki kot javni uslužbenec sklepa pogodbe o zaposlitvi ali pa posebne delovne pogodbe tudi z državnimi bolnici. Imajo veliko večjo mavrico, a ne, različnih pogodbenih odnosov z zdravniki, s katerim tudi v drugih državah rešujejo, ker posod praktično relativno pomanjkanje zdravnikov, produktivnost na enoto, ne. In, ne, če bomo zdaj delali plačno reformo v tem stebru na način, da bodo vsi zdravniki lahko zaposleni v državnem delu javnega zdravstva izključno kot javni uslužbenci, in če vemo, da imamo drastično manjše število razpoložljivih zdravnikov, kot jih imajo recimo Avstrijci, Nemčija, pa tudi že Čehija, ne, potem to ne bo rešitev, ne. Treba je vsaj dokler ne povečamo število zdravnikov, odprti druge načine, ki so zlasti pomembni kot menedžersko orodje za direktorje javnih zdravstvenih zavodov, ki imajo zdaj direktor javnega zavoda, po moje posod, še posebej pa zdravstvenega zavoda, ne, nima praktično nobenih menedžerskih orodij, kako bo nagrajeval kakovost dela, produktivnost dela. Edini, to sem prej poslušal gospoda Viranta, ker je ta zakon o javnih uslužbencih pa zakon o plačah v javnem sektorju, ta zakon v bistvu nagrajuje edino starost, a ne. Bližje, ko si penziji, višjo imaš plačo. A ne, ker je neumnost, ne, to ni v mojem interesu, ki plačujem za svoje prispevke za zdravstvo, ne. Jaz bi rad, da pride moj denar k čarovnem zdravstvu do tistega, ki nekaj najboljše naredi, ki mi lahko tudi izkaže na laičen način, da je res najboljši, a ne, in ker vem, da tudi veliko dela, kajti to je storitvena dejavnost, kot vrhunski šport, ti ne moreš imeti nizek volumen storitev pa biti dober, ne, to je dokazano korelacija. In jasno, status javnega uslužbenca s to našo rigidno zakonodajo niti ne daje možnosti direktorjem javnih zavodov, ker so vezi, da bi to delali. In potem mi poslušamo neupravičeno zasebni del javnega zdravstva, ne, da mi rušimo javni zdravstveni sistem. Ni res. Če smo mi demonstracija, kako se da tudi v javnem sektorju z javnimi financami iztisniti večjo produktivnost in motivirati ne samo zdravnike, do strežnice v našem procesu, ne, ker imamo lažje možnosti, potem je zelo enostavno, da naj prilagodijo regulativo, ki bo tudi za javne zavode bolj podobna naši, ne pa da rešujejo državni del javnega zdravstva na ta način, da nas inhibirajo, ker ni res. Mi vsi zasebni izvajalci javne zdravstvene službe si želimo imeti močne, kakovostne državne javne zavode, kjer bodo vsi zaposleni veseli in z veseljem hodili v službo in z veseljem obravnavali bolnike. Vse ta začaran krog, kar ste že vsi skupaj prej poudarili, ne, to zelo negativno vpliva na odnose, a ne. In odnosi na delovnem mestu, a ne, dostopnost do primernih prostorov, do najsodobnejše opreme, a ne, to so po vseh anketah, ki smo jih delali tudi v zadnjih 2 letih na Zdravniški zbornici Slovenije, to so na prvih 3 mestih, na 4. mestu je šele ustrezno plačilo, ne. Teh pa ni več, jasno, če je vse skregano med sabo, če gledamo, kako izgledajo prostori v državnih bolnicah, a ne, kamor verjetno kdo še živali ne bi peljal na obravnavo, kaj šele človeka, ne, in to vse z več kot dovolj finančnimi sredstvami v naši državi, ker veste, se v zadnjih 10 letih se je skoraj potrojilo finančna sredstva znotraj ZZS-ja, produktivnost, output gre pa dol, ne, in ni važno samo niso važne samo plače, delovno okolje, ne, zdravstvo je tako specifično za zdravnike, medicinske sestre in vse ostalo, da če mi vemo, kaj lahko nudimo, pa tega ne moramo nuditi, ker nekdo ne priskrbi ustrezne opreme, vsega tega, ne, potem si dejansko, ne, zelo, zelo zafrustriran. Največja zmota zdaj ob tej stavki je pa tako,
kot jaz čutim kot državljana, ne, iz medijev, da vsi pričakujejo, da je situacija taka, da si vsak javni služben zdravnik kar sam določa, kaj bo delal v enem delovnem dnevu ali pa v enem delovnem tednu ali pa v enem delovnem mestu. Ne. Zdravnik kot javni službenec je tako kot katerikoli drugi javni uslužben sistem odvisen od hierarhije. Kako je razporejeno delovno mesto, ne, koliko ima razpolago ambulanto, operacijsko dvorano, anesteziologa, medicinsko sestro in vse ostalo. In verjemite mi, da nihče od zdravnikov si ne more sam, čeprav bi si želeli določati, kaj bo ta dan naredil. In to je tudi eden od glavnih razlogov, zakaj zapuščajo. Kajti, če bi imeli več tega in več dostopnosti, ki bi radi več delali, bi tudi manj zapuščali državni del javnega zdravstva. Ampak kratek intermezzo. Moji bivši kolegi na častniku Finance so šli primerjati podatke, ki so javno objavljeni za enega od zdravnikov, anesteziologov, ki se je javno osebno izpostavljal, ne, koliko obravnav je imel v ambulanti in tudi bolnišničnih z njegovimi kolegi v isti instituciji. In številke so bile nekajkratnik, kar pomeni, ne, in on se je še hvalil, koliko ima ur pripravljenosti nadur. Zadnji so delali tudi na Tarči, sem videla, da je imel en zdravnik 2750 nadur, to je, če preračunaš, ne, 8 ur dnevno ob rednem delovnem času, vsak dan, brez praznikov, vikendov. To pomeni, da nekdo dela 16 ur na dan, 365 dni na leto. Kar pomeni, da nekdo ne razporeja tega delovnega časa čisto dobro, ker če so trije zdravniki za isto specializacijo, ne govorimo o različnih, ker seveda, ne, različne specializacije. Včeraj sem gledala tudi od bivših kolegov forum in je rekel, gledajte, mi čakamo neko težko presaditev, seveda se čaka, je treba dobiti paciente, treba dobiti, ampak to so bili pa recimo 3-4 zdravniki iste specializacije v istem zavodu, številke obravnav pa tako zelo različne, da sploh ne razumeš, kdo jim razporeja delo. No, da bom rekel, to je bil popolnoma nedostojen in neetičen nastop tega kolega, ne, ki ga jaz osebno poznam. Zanesljivo si ni sam razporejal na te ure, ampak ga je moral nekdo razporediti, ali pa vse narobe, ne, še bolj narobe v državnem delu. Jasno pa vem, ne, da je to podobna dejavnost, o kateri govoril dr. Petrič včeraj v tem forumu. Ne. On je v bistvu anesteziolog, ki se sodeluje pri transplantacijah. Ne. In jasno, oni so in jih je malo ves časo, te ure nabijajo s pripravljenostjo, ne. Enkrat ni en teden, pa 5 tednov zaporedoma. Ne. In zakaj je tako? Ker jih je premalo, da bi imeli vsak samo eno pripravljenost na teden. Ne. Pač tako more biti. Ne. In to so, rečemo, zavestne kršitve, ne vem, če bi prišel delovni inšpektor, ne. Jaz vem, ker nas redno obiskuje, ne, kot nas redno obiskujejo, no, in tako odpašemo, najmanj tako, kakšno globo, ne, to se pravi, in če gledamo zdaj vse te zaplete z ministrom Mescem pa štempljanji pa vse to, ne, zakaj ne grejo pogledati, rečemo, v javne zavode, ne, ker imajo javno dostopne podatke, koliko ur delajo, ne, in naj to, in naj, zato imamo odgovorne v teh javnih zavodih, ki to razporejajo, ne. Sam se tale kontestabile sigurno ni razporedil, ne, to rešil, to je zelo narobe, ne, ampak prišli boste do tega, da so določeni tako specifični, ne, da jih je malo in morajo tako delati, ne. Ampak še vedno 2750 nesprejemljivo, ne. ur. Ampak nesprejemljivo, ampak se ni sam... Ne vem, ali je pisano nekaj, kar ni bilo zares narejeno, ali pa, mislim, to pomeni, da človek tako rekoč ne živi. Ja, hočemo reči... Tudi kot zdravnik, ti vseeno želiš imeti ne samo usposobljenega in kvalificiranega, tudi spočitega zdravnika, ne? Če ti si na 365 dan, on je pa že 17 ur v službi, 365. Se strinjam z vami. Jaz rajš ne grem k njemu. Se strinjam z vami, a ne, in ne grejo pogledati, jaz ne morem komentirati, ker nisem, ampak ker sem jaz do leta 2005, ne, bil tudi javni uslužbenec v UKC Ljubljana, ne, to se pravi, nas je bilo takrat torakalnih kirurgov na kliničnem oddelku za torakalno kirurgijo 5, ne, kar pomeni, ne, da je bil vsak enkrat na teden dežuren poleg rednega dela, ko so bili pa dopusti, ne, ker smo bili pa sam 2 ali pa 3 v službi, smo pa vsak drug dan pa še redno delo smo delali, ne, da vam sam skušam ilustrirati, kako to je, ker nas ni bilo 15 in tudi ni bilo potrebe za 15, ne, ker da bi tam v bistvu sam bili dežurni, ne, ampak to so take specifike, ki izhajajo, rečemo, iz tega, da kljub temu, da smo dolgo časa, preden smo dobili Evropsko direktivo o delovnem času, smo vedeli, kaj prihaja, ker smo vedeli, da je 40+8 ura, ne. Sistem pa še naprej v nedogled bi
peljal na 2000, ali koliko ste vi 2,7, rekla. kar je zelo narobe. Zdaj, če si pa en javni uslužbenec, kjerkoli, v katerem koli javnem zavodu, ne na področju zdravstva, lahko sam razporeja delo in sam pošle ure v računovodstvo in oni brez likvidacije nadrejenih to izplačajo, je spet vse narobe, ampak tega ne bomo mi tukaj rešvala. Ne? Zato vprašanje za vas. Torej, ugotovili smo težav v sistemu ogromno. Sistemi med sabo neprimerljivi. Zdaj smo recimo v tako rekoč gordijskem vozlu, kjer vsak sindikat nekaj želi, tudi recimo visokošolski, imajo neka ločena pogajanja, 45 jih je, Fides je pač najbolj izpostavljen, ampak seveda ni edini. Je mediacija stvar, ki lahko to reši? Ne? Interesov, prepričanj, mnenj, v končni fazi resnic, ne? Vsak kovanec ima dve plati, je nešteto. Za vsak sindikat, za vsako poklicno skupino lahko to nekdo pride tja in je dejansko najpametnejši od vseh skupaj in reši na nek pameten način za vse nas. Rekli smo, v končni fazi to vse delamo za državljane, ne za vsakega, ki dela v javnem sektorju. Zdaj, odgovor je čisto preprost in jasen, seveda ne. Namen mediacije je ena iz zelo blagih oblik alternativnega reševanja sporov. V bistvu mediator kot tista tretja neodvisna oseba skuša vzpostaviti med sprtima stranema, da nekako najdeta skupni jezik. Ni pa niti njegova naloga, ne, da najde skupno rešitev, ker to je potem v fazi poravnave in tako naprej. Tako da jaz na to mediacijo gledam kot en poskus dobre volje, ne, iz ene in druge strani, da bi vendarle nekako našli skupni jezik in da se tule premaknemo naprej. Mi imamo v tej državi velik sistemski problem, ki se mu reče vsesplošna kriza upravljanja. In ta vsesplošna kriza upravljanja se je pa začela z implozijo političnega sistema. Torej z dejstvom, da mi pravzaprav nimamo politične hrbtenice, nimamo resničnih političnih strank, ki bi generirale prek politične socializacije usposobljene politične kadre, ki bi bili sposobni dobro voditi in upravljati državo. Mi tega nimamo in se nam je v bistvu od vrha navzdol hišica podrla kot hišica iz kart. In ker je implodiral politični sistem, ne deluje sistem splošnega političnega predstavništva in dejansko vsaka od interesnih skupin, to bi počel vsakdo, to je v naravi racionalnih akterjev, želi maksimizirati svoje interese. In nam je v bistvu parlamentarni sistem in demokracija sta nam razpadla in imamo v bistvu nek korporativni sistem. Ne, da ga obvladujejo korporacije, ne, ampak da interesne skupine želijo, kolikor se le da, maksimizirati svoj interes v tej skupni proračunski pogači. In zdaj ta trenutek je verjetno še toliko bolj odločilen v tej skupni proračunski pogači, ker smo mi v tej fazi še na neki čistini, ko so evropska fiskalna pravila še zelo radodarna. Mi se zdaj bližamo, ne, kot da drvimo s tovornjakom v steno, tisti točki, ko bo treba ponovno izpolnjevati zaveze iz ustave in iz evropskih preventivne in kurativne uredbe in bo konec tega. Ne, ker sicer bodo pa malo bolj prijazni, kot so bili do zdaj. Bodo bolj prijazni, ampak bo pa razlika ta, da bodo tempo diktirali iz Bruslja. Zdaj nam bo Evropska komisija dala trajektorijo, neto izdatke, ki jih bomo morali mi doseči. Naše ministrstvo za finance bo lahko še malo friziralo, lahko se bomo zmislili kakšno reformo, ampak okvir bo podan. In to jaz mislim, da bo potem tisti zadnji lakmusov test, ne, ker na koncu koncev lahko porabimo tako doma v gospodinjstvu kot v državi toliko, kolikor ustvarimo. In mnogo več ne bomo mogli več porabiti, kar pomeni, da bo treba te sisteme dejansko reformirati. In bolj kot mi s temi reformami zavlačujemo, bolj bridke in trpke še bodo. Ker sistemi, ki jih opazujemo, v bistvu gnijejo pri živem telesu. In to pravzaprav vsi sistemi. Ne? In to zdaj, da se krepi zasebni del javnega zdravstva, je odraz tega, da pacienti opazijo, da zasebni del javnega zdravstva dejansko deluje po pričakovanjih pacientov. In jaz mislim, da se bo še naprej krepil. In bo državno zdravstvo
odmiralo, ne zaradi zasebnega dela javnega zdravstva, ampak zato, ker ta država in njena politika v 3 desetletjih ni bila sposobna tega sistema reformirati. To je največja žalost. Ne? Nekaj ste napisali, da v politiko v zadnjih letih odhaja samo še ljudje, ki tako rekoč niso imeli kjer, neke druge opcije in podobno. Kam torej odhajajo najboljši ljudje? Ja, Ker nekaj jih imamo. Kjer imajo svojo svobodo, kjer lahko za dobro delo dobijo dobro plačilo. Begon za krajšek je trenutno v Švici, prej v Ameriki. Ne? Zdaj je pa šel, vmes se je spet premaknil. Zdaj so iz Švice že spet naprej. Ja. Se jih lahko naštejemo, kje so. In ta javni diskurs, ki skorda spominja na obračunavanje z določenimi manjšinami v nacistični Nemčiji, kjer so neke manjšine zmerali z podganami, tukaj pa zdaj govorimo o dvoživkah, to je nekaj popolnoma razdiralnega. Torej, namesto da bi ljudem pustili, da sprostijo svoje potenciale, da popoldne delajo, kar hočejo, zaradi mene lahko služijo, lahko nagi skačejo na okrog. In zdaj zaslišujemo, kam si šel delati, si šel tja delati. In ta stalna stigmatizacija, kot v neki Orwellovi romanu, državno dobro, zasebno slabo, to nam dela takšno škodo, da na dolgi rok, da se pravzaprav sploh ne moremo zamisliti. In cena bo prohibitivna, ki jo bomo plačali. Je pa dejstvo, da spredno prepustimo besedo dr. Bitancu, da razumem, super delati popoldne, ampak če ti zelo dobro opravljaš svoje delo v svoji primarni službi, na žalost ljudje imamo omejitve. Noben ne more delati dobro 24 ur na dan, če se prej vrnemo v kuni primerjavi 365 dni na leto po 16 ur. Jaz mislim, da tlele potem ta primerjava pride. Si ti dejansko v svoji primarni službi naredil vse, kar si. Ampak to je problem upravljanja. Se tista hierarhija, ki razporeja, se mora sama to vedeti. A hotel sem povedati to, kaj je gospod Avbelj zdaj govoril. Jaz sem bil kot predsednik zbornice v času pred vstopanjem v Evropsko unijo, je Evropska komisija organizirala številne delavnice. In jaz sem bil tudi na številnih delavnicah, ki so jih organizirali za zbornice, ki so v bistvu v jedrni Evropi predstavnice samostojnih poklicev, ki delajo kar od notarske, inženirske, veterinarske, zdravniške, vse to. In vem, da smo imeli na Dunaju enkrat en vikend tak seminar in predaval nam je predstavnik gospodarske zbornice nemške in sem ga jaz vprašal, kako pa lahko sploh v bistvu v Nemčiji neka fizična oseba, nek privatnika, pride do tega, da na zaseben način opravlja javno službo. Točno tako sem ga vprašal. Je rekel, to pa sploh novno vprašanje. V Nemčiji, če imamo enega davkoplačevalca, nemškega državljana, ki je pripravljen se registrirati kot zasebnik fizična oseba in investirati 200 000 evrov, da bo eno pisarno odprl, tudi v sanjah nam pride na misel, da bi država potem isto zadevo ustanavljala, da bi to funkcijo izvajala. Pri nas je pa to, kar je gospod Lih, ravno obratno. Pri nas bodo pa ideološko za vsako ceno branili državno, čeprav se ve, da lahko vsak davkoplačevalec, če je sposoben, pa če vam rekovajih jajca, podobno ali pa primerljivo na zaseben način upravlja tudi javno službo. In jaz bi rekel temu posilstvo javnega mnenja, da je državna enako javno, to sem že zadnjič govoril, ker sem tukaj, to je zame izvirni greh, ki se 30 let gradi populistično-demagoško v našem javnem mnenju, da je državno avtomatično javno, da zasebno pa ne more biti javno. In tukaj mislim, da imamo še kar nekaj. Moja največja, to, kar spet se navežem na gospoda Avbla, če hočeš delati reforme, je ključno, da imaš politično moč. In mi vsi vemo, da take politične moči, kot jo je imela, nam rekel, da jo ima še, v prvem letu vladanja ta koalicija, jaz sem velika pričakovanja, da nas bo ta velika koalicija, v 4 letih umestila z reformami med najrazvitejše države Evropske unije. Nažalost, te enkratne priložnosti niso izkoristila, celo so jo izkoristili v obratno smer, ker mislim, da so nas pahnili na številnih področjih tudi kar precej nazaj. In to je moja edina zamera. Če sem demokrat, jaz priznavam, kar se ljudje odločijo, ne oni vladajo, ampak če vidiš pa to, da so imeli tako enkratno priložnost, in če gremo pokojninska, zdravstvena, davčna reforma, lahko kar naštevam, šolska reforma,
vse. Vse je bilo, javni sektor, plače, Ker ti moraš vedeti, če imaš pa ti glih kumi, večinsko koalicijo v državnem zboru, če imaš rečemo 2 manjšinca plus to je pa nemogoče se spopadati s sindikati ali pa nemogoče v socialnem dialogu delati tisto, kaj je prav. Dela se pol tis, da te ohranja, ne pa tisk. In ta koalicija je imela enkratno priložnost. Ne vem, če bomo imeli v bližnji prihodnosti še ta. Jaz upam, da bomo imeli, ampak ta je izgubljena. Je pa res, da vedno smo do zdaj že ugotovili, da tisti, ki veliko govori, malo naredi. In predno gremo naprej, dajmo poslušati samo še izjavo dr. Viranta o tem, kaj on misli o povečanju produktivnosti, učinkovitosti in pa nasplošno o uravnilovki v javnem sektorju, ki se na nek način na koncu vedno izkaže kot problem, ker tudi ljudje, ki delajo zelo dobro in seveda v javnem sektorju obstajajo tudi taki, enostavno ne dobijo nič več kot tisti, ki ne delajo dobro, tako da ena izjava dr. Viranta. Najprej moram reči, da je to, da sistem ne omogoča nagrajevanja delovne uspešnosti, da je to mit, ne? Vsak, ki si vzame 3 minute in gre prebrati zakon o sistemu plač v javnem sektorju, bo videl, da ta omogoča bistveno večji del plače stimulativen, variabilen, kot v katerem koli sistemu v Evropski uniji. Sam prebrati treba. Vendar je problem, ker enostavno tega denarja ni, ker se denar ves čas sproti daje v plačne povišice, v povišice osnovnih plač. Tako da bi bilo treba v tej plačni reformi zagotoviti tudi eno določeno spodobno maso za nagrajevanje delovne uspešnosti. To je ena stvar. Kar se tiče tistih, ki so underperformerji, ki ne dosegajo pričakovanih rezultatov, glejte, za javni sektor veljajo točno ista pravila za delovna razmerja kot za zasebni sektor. Ista. Tudi v državni upravi velja točno ista pravila. Leta 6 ali 7, če se prav spomnim, smo spremenili zakon o javnih uslužbencih, ki velja za zaposlene v upravi, tako da so pogoji in razlogi za prekinitev pogodbe o zaposlitvi popolnoma enaki kot v zasebnem sektorju. Če nekdo ne dela, če je underperformer, če ne dosega pričakovanih rezultatov, je treba to samo dokazati in se ga lahko odpusti. Jasno, zato pa rabiš ustrezen in usposobljen menedžment. Včasih, ko sem se še jaz tem ukvarjal tam nazaj, leta 4 do leta 8, smo to veliko vlagali. In tisti, ki niso več tako mladi, se spomnijo, da so takrat upravne enote recimo se kar spreminjale v soliden servis za državljane in za podjetja. Potem je pa spet začelo rjaveti, nažalost. Obstajati mora nek pritisk z vrha, se pravi od vlade, zato da se ve, da vlada pričakuje boljšo produktivnost, boljše storitve in pa se to počasi in seveda je treba tudi zbrati prave menedžerje, pa se to počasi razširi. Je pa v vsakem delu javnega sektorja drugačna zgodba. Jaz lahko govorim za upravo, ker sem se s tem ukvarjal, za zdravstvo težko govorim, mislim pa, da je največji problem slovenskega zdravstvenega sistema to, da imamo še vedno socialističen sistem. Mi nismo prišli v normalnost, kar se tiče zdravstvenega sistema. Morali bi se samo malo ozreti naokrog v državi, kjer to funkcionira, Švica, Nizozemska recimo, kjer pač obstaja neko bazično zavarovanje, lahko je to javna zavarovalnica, potem je pa konkurenca privatnih zavarovalnic, ki ponujajo dodatne pakete in glede izvajalcev so javni in zasebni izvajalci popolnoma izenačeni. Zunaj ne poznajo tega, kar mi rečemo koncesije, da bi moral zasebnik dobiti koncesijo, da bo lahko iz zavarovalnice, torej da bo lahko potem pacient dobil povrnjeno storitev iz zavarovalnice. Zunaj so vsi privatni izvajalci izenačeni in če greš ti k privatnemu zdravniku, specialistu ali pa generalistu, ali pa javnemu ali pa zasebnemu je popolnoma vseeno. Ti boš dobil storitev povrnjeno glede na to, kakšno zavarovanje imaš. In pri nas je pa
še vedno, v bistvu zdravstveni sistem se gradi na ideologiji, ne, to je problem in je še vedno socialističen. Da gremo najprej čisto pogledati, ali drži, kar je rekel dr. Virant. Torej, lani je bilo za maso plač 11,5% več, natančno 564 milijonov, na koncu so nas plače prišle 5,5 milijarde evrov, ne glede na to, kako dober je bil javni sektor. Ali to, kar govori dr. Virant, torej, da je v zakonu nek vzvod, kako nagrajevati, predvsem pa vemo, da je zelo težko odpustiti nekoga, ki pri nas ne dela dobro, je to neka mrtva črka na papirju, ali dejansko obstajajo vzvodi, kako nagrajevati že v zdajšnjem sistemu ljudi, ki delajo dobro? Zagotovo obstaja pravna podlaga, ampak tukaj je zelo velik razkorak med tem, kar zakon določa, med zakonskimi določili in izvajanjem v praksi. Torej, prvič, če govorimo o nagrajevanju delovne uspešnosti, je ta odstotek, ki ga lahko delodajalec ali posamezna organizacija v javnem sektorju dodeli za ta namen, zelo nizek, ni motivacijski. Ne, če sam znesek. Drugič, še večji problem je seveda v tem, da vodje niso usposobljene za takršno ocenjevanje in posledično nagrajevanje. Znane so prakse, ta mesec dobiš ti, naslednji mesec dobiš pa ti, ali pa dobimo vsi enako, pa gremo pol skupaj na malco. Ne? Torej, to je problem. Ne? Delno drži, delno pa ne drži. Ne? Jaz se osebno zavzemam, da bi bil višji delež možnosti nagrajevanja delovne uspešnosti, vendar je potrebno te vodje krepko opremiti z znanjem in kompetencami, kako narediti in jih tudi nuditi neko narekovaju varstvo, oporo, ne, seveda ob vseh teh pritožbah, ki bodo temu sledile, kajti mi smo se zdaj tega sistema naučili, ne, da tako je. In kar sedaj delamo, ta diskurs, kateremu prispeva tako delodajalec kot sindikati, je zelo, zelo slab za slovenski javni sektor. Med študenti je uveljavljeno prepričanje, pa jih imam vsak dan v predavalnici, ne, da seveda nihče ne bo to delal, ne, za to plačo pa že ne. Torej, mi smo vsi to skupaj ustvarili. Ne, in to, če se morda sam navežem na to vprašanje odprej, ki ga moram pokomentirati z vidika teorije socialnega dialoga, kolektivnih pogajanj in industrijskih razmerjih, mediator, ne, z dobrimi nameni, ne, se strinjam z vami, ampak kaj pa to dejansko pomeni? To je nič drugega kot nesposobnost delodajalca razreševati konflikt. Jaz ne poznam nobenega primera ne iz slovenske, ne iz tuje prakse, da bi stavka v nekem podjetju v tovarni trajala 9 tednov. Ne, niti 9 ur, kaj šele 9 tednov. In to kaže samo nesposobnost, torej in politično nesposobnost z vidika kompetenc reševati spore in drugič, poznavati te stvari in tretjič, ne, je to klic, da morda bi vendarle kazalo razmisliti po vzoru nekaterih držav, zlasti skandinavskih, po nekih delodajalskih združenjih v javnem sektorju, ker bi delali usposobljeni in kompetentni ljudje na področju socialnega dialoga, ki bi znali peljati socialni dialog. Kajti socialni dialog, kolektivno pogajanje, pa to ni trgovanje. Pa mi to tako razumemo. Ko prideš iz pogajanja, kaj si pa iztržil? Ne. To je lahko, ko se pogajamo za cene v zdravstvu, ne? Za dobavitele pa za opremo, ampak to pa ne. To je pa dogovor, mi smo to kot pogajanje preveč razumeli, mi se moramo dogovoriti za skupni cilj, ki je v tem primeru tudi javni interes, kako bomo do tega prišli. Mi se pa zdaj gremo, kdo bo koga. Ne? Kar je absolutno napačno. In ob takih predispozicijah in s tolikšnim številom sindikatov, je to nemogoče. Ne? To, kar ste prej rekli, jaz sem resnično upala, da bo vlada, ko je imela res tako večino, ki je pomembna za take spremembe, kot je sprememba delovne zakonodaje, kolektivnih razmerij, to je potrebno imeti močno večino, da bo razrešila ta gordijski vozel, da bo presekala to prakso, ko imamo čez 40 reprezentativnih sindikatov, s katerimi se je nemogoče učinkovito pogajati. Jaz se rada pohecam študenti, a se vi predstavljate, da imate doma 45 mam? Kako se boste zmenili z žepnino? Pa se to je nemogoče. Torej, kratko vprašanje za vas. Torej, bi se naredilo po principu Vatikana, zapreš vse nekam in dokler ne pride beli dim, nima noben nikamor zahoditi in zdaj se vi med sabo, torej teh 45 reprezentativnih sindikatov brez mediatorja, naj se sami zmenijo. Imaš kolač, ker dejstvo je, kolač je 100 enot, kakorkoli zdaj že vzamemo, ne? Če vzamemo 5,5 milijarde, kakorkoli. Torej, kolač je tak, vas je 45. Zdaj se pa vi med sabo zmenite, ko boste zmenjeni, damo beli dim in to je stvar to. Ali kako narediti? Lahko poskusimo, sem jaz dvomim, se bo to pri nas pokadilo. Jaz mislim, da ima kolegica Valentina prav, da ključen problem je tukaj upravljalska sposobnost vlade. Ne?
Jaz mislim, da zlasti v zvezi s to stavko se je računalo na to, da se bo zdravnike diskreditiralo v javnem mnenju, da bo javni pritisk s pomočjo medijev na njih takšen, da bodo odstopili od stavkovnih zahtev in da bodo šle zadeve nekako stran. To se je na nek način zgodilo v razmerju do sodnikov in tožilcev, ne? Torej, sodniki in tožilci so v normalni pravni državi, da sodniki stavkajo, da tožilci stavkajo. Zaradi neuresničitve odločbe Ustavnega sodišča, to bi zvonili vsi alarmi. Pri nas pa so nekaj časa te sodniki z neko majhno podporo akademske skupnosti so še potiskali ta voz, potem so pa videli, da je njihov klic enostavno izzvenel. Ne? In so namesto tega, da bi dejansko bili oblast, so se izkazali, da so samo en kamenček v mozaiku teh sindikalnih zgodb. Ampak, če smem en del te zgodbe, zakaj je temu tako, je šibka organiziranost. Ne? Jaz sem imela zelo velike debate in sodniki in tožilci, sodniško društvo, tožilsko društvo ne more organizirati stavke. Pa so jo želeli in veliko smo se pogovarjali, sta rekla, po trenutni zakonodaji je ne more in ne sme, taka stavka je nezakonita, je ne morete organizirati. V primerjavi zdravniki, ki imajo pa to organizacijo bistveno močnejšo. Ne? In sedaj močnejša organiziranost je ključen predpogoj za uresničevanje svojih zahtev. Da rečemo ravno o zdravnikih, rekli ste, upali so, da bo pač negativno javno mnenje. Dejstvo je, še vedno večina ljudi ne podpira zdravniške stavke. Ravno danes sem razmišljala, brala sem o novem primeru zdravniške napake iz leta 2022, kar pomeni nikakor ne nova. Ne? In zdaj v zadnjih parih tednih smo jih kar nekaj nenadoma zvedeli. Ne? Prišle so ven, ne glede na to, kako... To so stara praksa. Ali je to ena od taktik, ne? Kako še dodatno diskreditirati zdravnike. Ker ravno, imeli smo seveda že več debat o teh stavkah in podobno, in eden od sogovornikov je zanč rekel, zdaj je javno mnenje na strani vlade in ne podpira zdravnikov, dokler se nekaj slabega ne zgodi, nekdo umre, karkoli, potem pa bo se stvar obrnila. So vse te zdravniške napake, ki so zdaj nenadoma, nekomu so zamenjali napačen želodec, prostato, zdaj je umrla neka gospa, zdaj, torej leta 2022. Je to namensko? To se ne bom spuščal, ker nimam nobenih dokazov. Vem pa, da kadarkoli sem še mlajši zdravnik, smo kaj zaostrovali, so hitro prišle v medije. Ampak pustimo, jaz mislim, da smo v tem pogovoru skupaj z gospodom Virantom prišli do tega. Mi imamo krizo korporativnega upravljanja na vseh nivojih in ta sega od državnega zbora prek vlade in potem na vse javne sektorje, kjer storitve zagotavljajo javni uslužbenci. Pa rekel, kar na ta vaš konkreten primer, do tega, ker sem tudi jaz bral, je prišlo v državnem delu javnega zdravstva, v univerzitetni bolnišnici. Tu in Maribor, ja. Bom končal, to se pravi ustanoviteljstvo pri obeh dveh javnih zavodih zastopa Ministrstvo za zdravje. Ministrstvo za zdravje v nadzorni organ, ki je svet zavoda, imenuje svoje predstavnike in v vseh svetih zavodov državnih javnih bolnic ima ministrstvo večino predstavnikov. To se pravi, in ta svet zavoda tudi na podlagi javnega razpisa izvede izbirni postopek za direktorja javnega zavoda in direktor javnega zavoda je imenovan za direktorja šele, ko ta sklep sveta zavoda potrdi vlada. A je res tako, To se pravi, zdaj v bistvu govorimo vse, da je zdravnik naredil to napako, ali pa da je sistem naredil to napako, ampak v javnost je prišlo še leta 2024. Kljub temu, da ima ministrstvo nadzorov. Ker v temu, da ima ministrstvo zdravje večino članov sveta zavoda in v Ptujski bolnici in v univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Razlika med gospodarskimi družbami in zavodi je to seveda, da nadzornik v gospodarski družbi za svoje odločitve pa delo odgovarja z vsem svojim premoženjem. V svetih javnih zavodov z ničemer ne odgovarja. In to je celotna kriza upravljanja. In seveda zdaj, če bomo šli tako naprej, bom šel na moje uvodno, dokler imamo zakon o vladi, pa plače predsednika vlade, ministrov, državnih sekretarjev, pa vseh direktorjev, rečemo javnih zavodov, ta zakon naredi skoraj milijardo, v zakon o plačah javnih uslužbencev, ki onemogoča
enim in zadnjima, večjo plačo, pa brez možnosti nagrade, kot je rečemo 5500 evrov, bom govoril na pamet, hkrati pa ti isti odločajo rečemo o stroških proračunskih 200, 300, 500 milijonov evrov, potem seveda gre ta hierarhija tako navzdol, da nihče ne bo teh 20% nagrade za uspešnost razdeljeval v tej hierarhiji, ker vsakič je to on, ki pride na višji položaj, sam eden izmed tistih, ki so vsega oni izberejo, potrdi ga pa ustanovitelj. Tako da še vedno rečemo, če smo začeli govoriti o plačnem sistemu, možno je z mašnico zavezati, ampak bo to cokla za razvoj Slovenije naslednjih 20 let, če bodo to naredili. In pri vseh teh pogajanjih, da gremo nazaj k Fidesu, Fides je že štrajkal v prejšnjem letu, pa je prekinil štrajk, da bo vlada zgradila zdravstveni steber, ne samo zdravnike, za cel do direktorjev, do konca leta 2023, je to res, Na Krki je to že na Krki je to že podpisala Fidesu, je vlada sama sebi dala štrik okoli vratu, ki je sprejela sklep, da se ne bo določen pogajali, To prav sama sebe je negirala, In to je spet odraz, to je spet odraz nesposobnosti upravljanja ali pa korporativnega upravljanja, če želite, in je prav, da to državljanke in državljani vedo, ker jaz v bistvu v našem podjetju, mi praktično živimo od javnih sredstev, imamo enako pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot vse druge bolnici, kjer točno vemo, za toliko in toliko storitev bomo dobili toliko in toliko denarja. S tem, da mi nimamo zakona o javnih uslužbencih, ampak lahko delamo to, o čemer vsi govorijo, svoj plačni steber. Direktor javnega zavoda, ga pa lahko razrešijo ali pa bodo morali zaposleni vračati denar, če jim bodo, rečemo, preveč plačali. Tako da direktor javnega zavoda lahko podpiše investicijo 200 milijonov evrov za adaptacijo neobnovljivega kliničnega centra, ne more pa, rečemo, podpisati, da bo dal, rečemo, doktor Petriču, ki čaka na presazitev jetera, enkrat na let 2000 evrov nagrade za poslovno uspešnost. Tudi njegov predstojnik mu dal, ker to so kolegi, in verjetno je tudi v javni upravi isto, to so kolegi, ki se izmed sebe zberejo. Morali pa imeti ločen plačni sistem, kjer bi najsposobnejši od najsposobnejših menedžerjev kandidirali za 4-letni mandat, ki imeli že oni plačo z priznanim pogodbenim bonusom. Naprimer, včeraj, če ste gledali ta forum, se je hvalil direktor nabave UKC, da je 4 milijone prešparil sam pri enem razpisu ali kitajskega. 18 vse skupaj v enem letu kitajskega. Je prešparil, In ni prav, če bi on bil v gospodarski družbi, bi mu pripadal en bonus, če to dosegel. Njegov direktor v javnem zavodu UKC mu pa tega ne more dati, ker če mu ga da, bomo vračati ali bo šlo kazensko razrešiti. Tudi bil je primer Novega mesta, ki dela zelo dobro, pa ima plus, pa so skrajšali čakalne vrste. Pa se sploh ne bom začel spuščati na vojsko pa policijo, ker vemo, kaj nas čaka. Tako da jaz mislim, da moramo imeti primerljiv plačni sistem. Sam ne smemo graditi od 44 sindikalnih sredstev od spodaj, ampak moramo postaviti najprej tisti na vrh. Ker vsi tisti dol, bodo imeli lahko dobre plače, če bodo tisti, ki bodo na vrh za 15 000 evrov, najboljši od najboljšega in dobro upravlja svoje delo. Dokler je pa vse, pa jaz ne vidim upanja za naše družbe. To je bilo moje zadnje vprašanje, da zaključimo ta krog. Torej, imamo ogromno reprezentativnih sindikatov, vsak je na nek način prepričan, da je nekaj posebnega, vojaki so policisti, gasilci in dejansko je, vsakega od njih rabimo učitelje, rabimo pravno noto, rabimo pravosodne policiste, vsakega od njih rabimo. Vsak želi nekaj drugega, imamo očitno ne najbolje pogajalsko sposobno vlado ali pa vsaj pogajalsko skupino, torej ali je, gremo kar en krog, izhod iz te, moramo reči tudi vlado, ne ravno rožnate situacije. Se da to nekako rešiti ali bomo v tem do naslednjih volitev, kadarkoli že bodo? Jaz se bojim, da v trenutni sestavi tega ne bomo rešili, ker sedaj imamo enega ministra, ki se pogaja na enih pogajanjih, finančni na krovnih, in za ministra za zdravje na drugih, tako je tukaj je tako malo... Da se ona ne, mislim, imamo tako malo neorientiran orkester, tako da se bojim, da v trenutni situaciji je to popolnoma nemogoče. Jaz pa svedno imam upanje, da pa
ne, da se bo to enkrat zgodilo, pa resnično pa tonemo, ne, tudi po kazalnikih industrijske demokracije. Imamo sam srečo, da imamo veliko kolektivnih pogodb, sploh v javnem sektorju z široko razširjeno veljavnostjo. Tukaj se ohranjamo, pa pri vseh ostalih kazalnikih padamo, in to za državami, ki smo jih pred leti krepko bili pred njimi, ne, z tega vidika. Tako da je kar rdeča luč, rdeč alarm. Jaz upam, ne, da pač v naslednji sestavi bo treba to nujno k temu pristopiti in da bodo pristopili v trenutni situaciji, pa te rešitve se bojim, da ne vidim. Torej, naslednja sestava, mediator, mogoče evropski mediator, gremo, ne vem, na sodišče za človekove pravice, pa tam vidimo, kdo ima prav, ali kako bomo to rešili. Ne, jaz mislim, poglejte, zdaj, ta vlada se je očitno odločila, da bo problem reševala s spremenjeno komunikacijsko strategijo. Ne? To pomeni samo, da isto stvar zapakiramo v nov celofan, torej ne bomo ničesar spremenili. Če obstaja upanje za to državo, in jaz z leti postajam tudi čedalje bolj pesimističen, obstaja, in v demokraciji to lahko deluje samo tako, da nekdo nastopi na volitvah z jasnim političnim programom, kaj bo naredil, in da dobi za to jasen političen mandat volivk in volivcev. In potem, ko ima ta s tem političnim mandatom in s tem političnim programom v parlamentu svojo večino, morajo tudi različne korporativne interesne skupine in 40 in 44, ne vem, koliko zdaj že imamo, reprezentativnih sindikatov, se podrediti, bom rekel, volji, demokratično izraženi volji ljudstva. Ta mandat mora priti na vrhu in v skladu s tem mandatom je potem treba od zgoraj navzdol upravljati državo v zavesti, da morajo tudi sindikati in vsi razumeti, da smo skupaj na istem čovnu. In če ga bomo zdaj navrtali na 44 koncih, pa še kaj druge, in ob tega se danes nismo dotaknili, in ob nedelujočem pravosodju ga vrtajo tudi druge manj pridne ali pa malo pridne skupine, to pomeni, da v bistvu tonemo, ne, ladja zelo milo povedano. Ker vse to, kar zdaj gledamo, to je zelo naša država je institucionalno izjemno šibka. In kot je nekdo dejal, ne, šibka država, močna mafija. In če imamo enkrat tako državo, potem zadeva tone in težko bo najti ob teh plačah, ki jih imamo, ne, za vladne palače in za vladne sobane, da boste najdeli entuziaste, ki bodo šli dati svojo osebno žrtev, da bi popravila državo, ki je skoraj da nepopravljiva. Mogoče bo nekdo to poskusil, ampak če tega ne bo v relativno kratkem času, potem jaz mislim, da bo ta država postala nepopravljivo pokvarjena in bo kot kakšne proslule latinskoameriške demokracije. In to bo zelo žalostno bomo dosanjali slovenski sen. To je, če bi nam 40 let nazaj rekel, ne, da se bomo znašli v taki državi, bi rekli, pa se delate norca z nas. Ne. Zamislite si, kakšen smo imeli mi potencial. Verjetno bi mogli manj let vprašati. 30. Mi smo imeli izjemen potencial, komparativne prednosti, še vedno imamo izjemno delovne, intelektualne, usposobljene ljudi, za katere pa naravno skrbimo, da jih ne spustimo na najbolj odgovorne položaje. Zlasti v tem vseobsežnem javnem sektorju. In rezultat je pač kot na dlani. Torej, ali bo Slovenija kot Nizozemska, če se ne motim, je bila zelo dolgo v vmesnem obdobju brez vlade in so ugotovili, da se v bistvu nič slabega ni zares zgodilo, tako da mogoče včasih boš, ali mora biti naslednjič prva točka koalicijske pogodbe dogovor s sindikati in rešitev plačnih razmerij v javnem sektorju, da bo Slovenija kot država dejansko lahko funkcionirala. Rabimo gospodarstvo, rabimo pa seveda tudi javni sektor. Ja, jaz bi rekel tako, da mi zaenkrat imamo še zelo močno koalicijo v državnem zboru. Se samo ena poslanka, kot vem, je bila ven vržena, ne, iz koalicije. Ne. Ja, ni bila niti zares vržena. No, ampak imajo še vedno zelo močno koalicijo in naprimer ima ta koalicija ali pa ta vlada, ne, ima še vedno možnost, da ni sam celofančka zamenjala. Ne. Pa tudi, če je to ta zadnja stvar, ki jo bo naredila, ne, če bo naredila, imam priložnost, da tudi, če bo to zadnja stvar, ki bo naredila, da naredi vsaj eno reformo, ne glede na to, ne, kaj razni interesi prek socialnega dialoga želijo uveljaviti. Ne. Tako da priložnost še imajo, ne, so še vedno močni. In naprimer, če bi jaz bil, ne, zdaj premier, bi to naredil, priklical bi da se samo skupaj pogajajo in bi vsaj eno stvar odklukil, čeprav bi bila to zadnja stvar, ki jo bom odklukil, in tako bi šel tudi v zgodovino
z neko drugo karizmo, kot če bo sam celofanček zamenjal. Menda je naslednja sicer pokojninska, tako je obljubil eden od ministrov, hkrati pa menda vlada začne komunicirati predvsem na družbenih omrežjih in na Instagramu in podobno, tako da bomo videli, kaj bomo tlele Kar je ven izrecno dobila, ne. obljubila, da ne bo. Ne. Tukaj jaz se res obilno zabavam. Ta vlada je bila izvoljena na platformi, rekoč, da ne bo razburjala ljudi na družabnih omrežjih in da ne bo sprejemala protiustavnih odlokov. Zdaj počenja oboje. Ne. In to je... Edinega, ki bi ga lahko sprejela, kar se tiče invalidov in njihovih Bi ga lahko vozniških dovoljenj, ga ni sprejela, ne? Kar je res stvar, ki ne terja. In verjetno ni človeka na tem svetu, ki bi se ne strinjal s tako uredbo. Ne? Tako da, hvala lepa za vaš čas, za vaša mnenja. Še enkrat, verjetno bi bilo fajn, da bi nas kdo slišal, bomo videli, če bo kdo tudi kaj naredil. Ne? Dvomim pa, da bomo prav hitro končali z stavkami, z pogajanji. Letošnje leto izgleda kot leto burnih razprav in kresočih se mnenj. Ne? Tako da še enkrat hvala lepa vsem. Hvala. To je bil še en podcast SBC Aktualno, vabljeni k poslušanju, ogledu in pa seveda srečno do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.